Dober dan želim gledalke in gledalci iz studia VTV vaše televizije Velenje. Četrtek je danes 17:30 je ura in čas je za vašo in našo oddajo o bontonu. Saša Županek, dober dan želim, kako smo? Dober dan, hvala na vprašanju. Meni je zanimivo vedno slišati tole Velenje. Mi vsi tam v Prekmurju pravimo vedno Velenje. Ja? Pa imate očitno je prav tako, kot vi pravite. Ne? Velenje. Velenje, aha, ja. Dobro. Čeprav marsikdo pa reče tudi Velenje. Ja, pa mislim, da bolj po Sloveniji bolj pravijo Velenje. Tako kot recimo za Mursko Soboto večina ljudi pravi Murska Sobota, mi domačini pa pravimo samo Sobota. Saša, pomlad se je začela. Kaj recimo to dobro vpliva na razpoloženje, na obnašanje ljudi? Ljudje so malo bolj vedri, so malo boljše volje, so... Po moje, kompletna narava vpliva tudi na naše počutje in zdaj, ko vse cveti, vse je belo, že prvi sadeži skoraj da dišijo, rože, vedno daljši dnevi, maj mesec je poleg, ko se bomo zaljubili vsi, ne? A včasih samo izgovor, ko rečemo, ne počutimo se dobro zaradi vremena? Ja, včasih mogoče drži, ampak v večini primerov pa ne more biti vreme razlog, ker tudi v slabem vremenu se lahko imamo fajn. Marsikdo že dobro pozna, kdo je Saša Županek, pa vseeno mogoče zdajle, da narediva eno kratko obnovo do zdaj teh oddaj, ki sva jih imela, bontonologa, ne? Prav po slovensko se tako reče. Kaj to pomeni? To je nekdo, ki se pač ukvarja s pravili lepega vedenja, dejansko ne. In to je pa potem zelo široko, poje pa potem in bonton v vsakdanjem življenju, tu so različne situacije, od pogreba do rojstnega dne, do gledališča, do obnašanja v kinu pri obloženi mizi. Potem druga veja je pa poslovni bonton. Tam je pa bolj pomembno tudi, kako se nekdo obleče, kako sedi, če zna vizitko predati, če se ve predstaviti, če se ve pravilno rokovati. In to sva pa že v prejšnjih oddajah midva precej tega obdelala. Saša, se vam zdi, da imajo ljudje pred vami tremo? Včasih ja, in to glavnem ljudje, ki me v živo še niso prej videli. So me vedno gledali, poslušali na kakšnem radiju ali pa gledali na televiziji. Tisti moji, pač ljudje moji, lahko povem pod narekovaji, ki me pa poznajo že dolgo, pa ne opazim, da bi imeli kakšno tremo. Včasih se malo na račun tega pohecajo, ne vem, pokaže mi vilico pa nož, pa mi tako daleč pokaže. Je prav tak? Tako malo bolj na hecu, brnemo pa te jaz pravim, ne, tako mora biti pa. A se vi držite strogega tega procesa bontona, obnašanja, vedno, vsak dan v življenju? Nažalost, to ne gre. To so bolj ali manj priporočila, kak naj bi bilo, in če bi vsi to vedeli, bi se nekako morali držati, ker na cesti so druga pravila. Tam bi bilo res čudno, če se nekdo začne po levi voziti ali pa v rondoju v nasprotno smer. Te zadeve so pa nekako moja priporočila in zdaj ti lahko nekomu poveš, da ni lepo, da ne vem, v cerkvi mu zvoni telefon. Ampak zdaj, če se on tega drži ali ne, to je pa nekako njegova stvar, če hoče biti malo popularen, da 2 tedna o njem govorijo, potem naj mu kar v cerkvi na glas zazvoni, pa naj se pogovarja, recimo. Danes najina tema zelo, zelo zanimiva, pogovor. Pravzaprav človek ne more verjeti, da tudi pri pogovoru moramo skrbeti za določene zadeve, pa se pravilno tudi in primerno obnašati. Definicija zdaj pogovora, kaj to sploh pomeni? Mi da se bova torej pogovarjala o pogovoru. Ja. To je vsem ljudem jasno, da je pogovor, ko nekoga slišijo, neka 2, 3, da si nekaj med sebojno izmenjujejo. Seveda definicij je več. Ampak ena takšna splošna definicija je, da je to nekšna izmenjava mnenj 2 ali več ljudi,
Bova pa videla tekom oddaje, zakaj je pogovor pa bonton pri pogovoru pomemben, ker mislim, da tudi najni gledalci in gledalke imajo takšne izkušnje, da se jim je z nekom fajn pogovarjati, z nekom pa ne fajn, torej se morajo kar prisiliti, ali pa tudi pri mizi, pri omizju, ko je 5 ljudi, imajo nekega vseveda, ki ga nihče preveč nima rad, ker on se razume na vse, potem imajo nekoga, ki prinese vedno samo slabe novice, začne o boleznih, pa o smrtih, pa o zdravnikih, pa o črnokroniku ti govori, imajo pa nekoga vedrega, ki je vedno dobre volje, vedno optimist, vedno kaki vic pove in skozi najno oddajo bodo zdaj ljudje videli, da so določene stvari res pomembne. To se mi zdi zanimivo, ko ste omenili zdaj, recimo, ko smo v neki družbi, pravzaprav nam nek človek ni nič naredil, pa ne čutimo neke simpatije do njega. To se meni pogosto dogaja. Pa dosti krat se mi zgodi, ko niti ne spregovori nekdo. Pa tako kot pravite, nič mi ni rekel, nič mi ni naredil. Ampak tiste, jaz temu pravim, kemije enostavno ni. Včasih ti je pa nekdo všeč, ostaneš v neki trgovini, ne vem, v nekem lokalu, ker so pri sosednji mizi dobri ljudje ali pa čutiš nekšno dobro energijo. In zdaj, mogoče se motimo, težko je to definirati. Kateri so torej sestavni deli vsakega pogovora? No, pogovor se nekako sestoji iz 3 delov. Najprej je govoriti, pomeni, če smo 3, lahko to počne samo eden, če se hočemo kaj slišati pa razumeti med sabo, potem poslušati in pa molk. Ti 3 sestavni deli so in nekako poslušanje je pozabljena umetnost in če so 3 pri omizju takšni ali pa 5, za katere velja, da je poslušanje pozabljena umetnost, potem se bodo vsi drli eden čez drugega in jaz bom pobegnil od tistega omizja. Zanimivo je zdaj poslušanje, pa tudi molk. Jo, zagotovo. Molk izredno dosti lahko pove. Molk izredno dosti pove v primeru, ko v neko televizijsko oddajo, v neko soočanje, recimo zvečer v Odmeve, povabijo enega gosta ali pa gostjo, pa je tam prazen stol. Tisti molk dosti več pove, kot pa če bi tisti povabljeni gost prišel, pa tam nekaj flancal. Cela Slovenija dejansko, ki spremlja, si misli, zbal se je. V tem primeru je molk fajn in dosti krat pravijo, da človek, ki molči, izgleda pametno in čedno. Ker dosti krat nekdo nekaj spregovori, pa več ne izgleda tak. In Bog nam je dejansko ustvaril 2 ušesi, pa 1 usta za to, da bi morali 2-krat več poslušati, kot govoriti. Bog je vse nekaj z namenom naredil, dobro zdaj. Kakšne recimo pa imajo te izrečene besede moči? A je treba dosti prej premisliti, kaj bomo pravzaprav izrekli, ker ko nekomu nekaj rečeš, tega ne moreš več vzeti nazaj. To je problem, ker na papir ti napišeš pa raztrgaš. Tudi v računalniku stisneš tipko delete, kako se to po slovensko pravi, zbriši in tudi odide. Izrečena beseda je pa. Ne moreš je nazaj potegniti. Kolikokrat je komu žal, je bil jezen, pa je svoji partnerki, ne vem, hčerki, ženi, ljubici izrekel neko besedo, si zdaj zmisli, najdi, kaj pove koza. Pa lahko gre pa ji kupi 10 onih tablic 300-gramske čokolade, pa tista koza bo ostala v ženski glavi in čez 5 let bo rekla, ne vem, takrat si mi pa tu točno rekel koza. Ali pa izrečena beseda lahko odloča o življenju in smrti. Na sodišču. Kriv, ni kriv. Kriv v določenih državah pomeni smrt. Tako da resno izrečene besede zato imajo posebno moč, zato je treba vedno premisliti. Tudi tisto pravilo velja, da če tudi si jezen, preštej do 10. Ker najhujše je, če tako eksplodiraš. Te poveš ponavadi ljudje konemu v maternem jeziku. Čeprav je to včasih zelo, zelo težko, je treba priznati. Izredno težko. Vsi imamo nekje določeni prak in poznam ljudi, ki se dnevno večkrat skregajo, pa jih nikoli želodec ne boli, zato ker to kislino uničijo s tem. Smo pa takšni, ki 2-krat letno eksplodiramo. Nabira se v nas in potem se mogoče, ne vem, sprazniš na človeka, ki je najmanj kriv, ampak takrat je bil na nepravem mestu in potem nekako jaz si vedno želim, da
da me nekdo zadrži, da ne bi, ne vem, še fizično koga. Saša, vam moram povedati, da moja mama ima eno zlato pravilo. A veste kakšno? Vedno mi reče Andreja policista pred usta. Veste, kaj to pomeni, ne? Po moje. Da je treba dobro prej premisliti, preden rečem kaj. Ja. Ali pa bleknem po domače rečeno, čisto enostavno. Ja, res težko se je zadržati, še huje je pa teči vse te razne kletvice, pa vsi računi za nazaj, ker sproti si marsikdo ne pove marsičesa, potem se pa zadeve nabirajo. In potem razni očitki, pa kaj je bilo lani, pa predlani in potem lahko pride tudi do kreganja. A se vam zdi, da lahko recimo pogovore razdelimo na prijetne pogovore, pa manj prijetne pogovore? Zagotovo, ja. Prijetni pogovori so jaz, recimo v letu 2015 sem spoznal ogromno novih ljudi, ampak od tega sem imel samo z eno gospo, pa z enim gospodom, sicer ločeno, 2 prijetna sogovornika, kamor bi se še z veseljem vrnil in še se naprej šel z njima meniti. Ker trajalo je 2 ure, pa se mi je zdelo, kaj samo 15 minut. Mislim, hitro je minilo, slišati in poslušati tudi ni isto, ne. Pomeni vse, kar sem jaz povedal, je človek lahko pokomentiral. Dostikrat imamo določene, ne vem, sogovorce, ki ti celi čas kimajo, gledajo skozi tebe, odideš stran, še vedno gledajo tja, ne, ker ni fajn, če ti nekomu razlagaš, kam greš zdaj, on te pa vpraša potem na koncu čisto tretjo stvar, če greš zdaj res na rekreacijo, ti pa razlagaš, kako boš doma kuhal, ne. Pa vseeno, katere so tiste glavne značilnosti, ko lahko konec koncev rečemo, ta pogovor je bil pa prijeten. Zdaj najbrž moramo se primerno obnašati, biti nasmejani, tisto, kar ste rekli, slišati, poslušati. Ja, zdaj, če tema res ni pogreb ali pa nekšna katastrofa ali neke poplave ali ka niso žrtve, je res fajn, da rahel nasmeh imamo na licu. Ker nasmešek na licu je počitek napram jeznemu obrazu. To je pomembno. Potem je pomembno, poleg nasmeha, da se soočimo z nekom. Ne morem zdaj nekaj razlagati, pa gledati tja, ne vem, tapete, oziroma vam razlagam, pa vi gledati, ne vem, gori, če so zvezde ali niso še, ne. A se to tako opazi, recimo, če nekdo spremlja pogovor? Zagotovo se opazi. Kretnje. Zagotovo se opazi. Potem tudi, če prikimate vmes, je fajn. Je pa moteče, ko imamo pa na določenih televizijah novinarje kimavce, ki pa ima, ne vem, mikrofon nekomu moli pod glavo, pa celih 20 minut dela to, ne. In potem obvezno mora iti na masažo drugi dan, ker to je pa pretiravanje. Torej, tole, če prikimamo, potem so tudi tista mašila pritrjevanja so dobrodošla. Dajte no. Ne, in potem to oni tudi ve, da Prekmurji pravimo, ne guči, Bog pomagaj, ne. To je potem tudi znak, da spremlja nekdo moj govor. Moramo biti potrpežljivi? Vsekakor, ker imamo različne ljudi, ne. Eni ljudje so, ki znajo hitro telegrafsko marsikaj povedati. Z malo besedami znajo ogromno povedati, ne. Ker včasih so ljudje malo govorili, pa več povedali, kak dan danes. Danes pa imamo ljudi, ki cele zgodbice začnejo pripovedovati. Vi bi recimo mene vprašali, kakšna je bila pot od Murske Sobote do Velenja, in jaz namesto, ko bi rekel, kaj je bilo vse super, pa vmes sem se ustavil, pa ni bilo niti gneče, pa tak, jaz začnem govoriti, koga sem tam srečal, pa tam je eden zavil, pa tam je en Ukrajinec šel škarja prehitevati, pa tak, in potem z teh 20 sekund, ki bi bilo popolnoma dovolj, pride 7 minut, in pravljic ljudje enostavno danes več nimajo časa poslušati. In potem vem, ko v določenih krogih dodajo še zraven, ko nekdo tak na dolgo nekaj razlaga, ja, in imela je lepe modre oči. Pogledamo vmes na uro? Ja, zdaj to pogledati vmes na uro, pa večkrat, lahko pomeni za sogovornika, da se nam nekaj mudi. To je na en lepi način povedano, da je skrajšaj. To je skoraj da podobno, kot če bi vmes šel časopis brat, ne, kar je izredno grdo. In ko se z nekom pogovarjamo, če se le da, ne počnemo nič drugega. Če se midva vsedeva, pa se pogovarjava, eventualno mava pijačo na mizi, in če se recimo z vas poklical, ima nekšni problem, pa ste pač vi meni prijateljica zaupanja vredna, se mi zdi prav, da me poslušate,
malo pokomentirate, kaj bi vi naredili. Ali pa včasih so določeni ljudje v takih situacijah, da niti ne rabijo odgovora, samo ko se nekomu izpovejo. Ker drugo je napisati v dnevnik, ki ti ne odgovori nič, ali je pa tam živo bitje. Kaj pa očesni stik? Ja, izredno pomembno in zato, če se le da, ne imeti gor sončnih očal. Zdaj si zamislite, vi meni razlagate nekaj, jaz imam pa sončna črna očala, da me niti slučajno ne vidite mojih oči. In kaj si recimo potem ena ženska lahko predstavlja, ne, kar se dostikrat dogaja in zdaj poleti se bo. Vi meni razlagate neko zgodbo, ne vidite me v oči, zagotovo imate pomisleke, da se jaz šetam z očmi po vašem telesu. Ne, kar je tudi neotesano nekako, ampak moški imajo to za dobro zvijačo, ker drugače pa moraš biti res predrzen malo, da te gospa gleda v oči, ti pa tako po njenem telesu se šetaš, ne? Čemu pa se moramo pri pogovoru izogibati? Ja, par stvari je, ki se jih moramo izogibati. Vsekakor, če se le da, ne govoriti o ljudeh, ki niso tam poleg, ne? Ker to je vseeno še največji užitek je nekoga obrekovati, ker največja novica pa največja radost je, če sosedu gre nekaj narobe, če ima sosedova žena ljubčka ali kaj takšnega. Ne? To je najbolj zanimivo, ker ljudje vedno imamo rajši probleme drugih kot svoje probleme. Potem, kako sem že prej rekel, ne biti vsevedni. Imaš pri omizju ljudi, ko se pogovarjamo o nogometu, nekaj začneš, oni vskoči noter, daj ne govorim, jaz se s tem pa s tem poznam, tu v telefonu ga imam. Preidemo na Formulo 1, on je za Alonsom kolega. Ne. Začnemo v muziki, Olivera Dragojeviča lahko zdaj pokličem. Ne. Rože, o ženskah, moški krogi in klepetulje. Ne. Moški so danes klepetulje. Ne vem, kak je v tem vašem koncu. Ko sem bil jaz mali, je bilo, samo ženski spol je bilo klepetulja. Ženske so nekako bile klepetulje, dobile so se na kave, cigarete prižgale pa klepetale. 8 ur skupaj v službi in potem sta se popoldan dobili, pa še 3 ure je bilo treba klepetati. Danes poznam več moških klepetulj kot ženskih. Torej, domišljavi ne smemo biti, podcenjujoči do drugih. Ogromno ljudi se hvali s svojimi uspehi, s svojimi titulami, da je dedek imel plavo kri, da se osebna poznanstva marsikdo govori, s kom se on vse pozna, pa s kom je kje bil pa. Zdaj se ena gospa sama sebe predstavila, da je ona, in pol je še napačno rekla, ne, doktorica znanosti je pač bila, pa je rekla, da je ona doktor, ta pa ta. To potem malo po bahavosti že diši. Vedno je boljše, da drugi v tebi povejo kaj dobrega. Bodimo rajši skromni, nazaj potegnjeni, malo molčimo, opazujemo, kaj se dogaja in če vidimo, da smo boljši od onih, boljši, po narekovaji, pametnejši, te se mogoče vključimo. Če si pa ti v krogu, ne vem, enkrat so v Radencih bili sami vrhunski jugoslovanski dirigenti, od Miljanka Prohaske naprej. In kaj naj jaz tam vsa oni se z njimi menim? Oni so se v tistih partiturah pa to omenili. Jaz sem bil vse ponosen, da v živo vidim te zdaj že legende, ker so umrli, ne? Ker vedno si legenda, ko umreš. In sem bil rajši tiho, modro sem molčal. Kletvic tudi ne uporabljamo? Kletvice oziroma grde besede, če se le da, ne. Zdaj kakšno slovensko nedolžno, ker Slovenci pravih kletvic nimamo. Ne? Najhujša slovenska kletvica je še vedno preklet hudič. In tudi če to poveš, ni tako grozno. Tiste razne, najte koklja brcne, pa ne vem, krščen matiček, pa to, ne, to je pa bolj na vic že nekako zveni. No, ampak tu še vseeno rajši uporabljajo ljudje kletvice iz skupne države bivše, ker tiste so pa malo bolj sočne in res ni fajn. Celo če so tam otroci poleg, ne, res otroci to poberejo in potem širijo in vedno so vzgojiteljice v vrtcih krive, da so to deca z vrtca prenesli. Še en konkreten primer, zdaj se midva pogovarjava, imava en sproščujoč, prijeten klepet, pa mi vi nekaj razlagate, jaz imam tukaj torbico ali pa kozmetično torbico, vi mi govorite, jaz pa nekaj iščem, pa gledam stran. Je to zdaj primerno k pogovoru, neprimerno? Ne, za mene je to moteče. Če ravno sem končal neko zgodbo, pa tak, ok, pa potem
čakava, kdo bo kaj povedal, ali pa vi pokomentirate, pa si poiščete. Ampak na sredini moje zgodbe, ali pa ne vem, pošiljati razna sporočila, pa sličice gledati, pa kaj iskati, ali se pa s kom drugim začeti pogovarjati. Rajši ne. Ker meni se je že zgodilo, ker sem bil na precej radijskih postajah, pa na televiziji, pa tako, njega dni, ko ni bilo toliko teh računalnikov še v studijih, so se voditelji z mano menili. Zdaj se pa midva začneva, saj na televiziji je bolj jasno, ko se bova midva gledala, pa se posvetila en drugemu. Ampak na radijskih postajah pa ti začneš voditeljci nekaj razlagati, medtem pa ona nekšna SMS sporočila dobiva, potem gre nekaj na računalnik gledati, potem gre nekaj na Google iskat in jaz enostavno govorim tapete. In ni isto, ker evo, meni zdaj to kimanje recimo paše. To je podobno, kot ko smo na fakulteti prišli k profesorju, ki ti je postavil vprašanje, pa je kimal. Pol že veš, kaj zdaj 6 že imaš. Kimaš še naprej, lahko tudi do 9 prideš. Najhujše je bilo, jaz sem v Mariboru gradbeništvu študiral, 3 profesorji so bili, ki so se tako vsedli in so te 20 minut gledali. Ne, da niso kimali, tudi z trepalnicami niso migali. Niti z obrvmi, jaz sem mislil, kaj je zmrznut človek. In potem ti na koncu pove, ne veš, či si na pravi na poti. Dobro, jaz sem hvala Bogu bil, ampak kolegi so mi rekli na koncu, je rekel, kolega, oktobra se vidimo. Ker če ti pa nekdo kima, super, samo še, malo se nasmeje. Pa bomo zdržali do konca, ne? Ja. Zdaj, treba se izogibati tudi nevarnih tem, o politiki, o veri, o spolnosti, o boleznih. Tako, temu se nekako pravi nevarne teme. Te teme so bolj, ker imamo tele navadne pogovore, določeni prijatelji se dobimo, potem so pa poslovni pogovore. In to predvsem pri poslovnih pogovorih je treba paziti, ker midva približno, ko se že nekaj časa poznava ali pa prideš v druščino, ne vem, nekih košarkarjev, približno vemo, o čem se lahko menimo, kakšen vic lahko povemo. Če je pa neznanec, pa pride v podjetje in seveda prvo ga malo ga razvajamo, malo se naj vsedemo, neko pijačo prinesemo in preden pride pijača v tistih, 5 minutah, je en tisti uvodni pogovor oziroma small talk, to zdaj že vsi temu pravijo, čeprav je tujka, pa tudi tujk ni lepo uporabljati. No, v tistem času se pa res izogibajmo. Če tudi smo o nekom slišali, da pač je istospolno usmerjeni, ne moremo ga najprej to vprašati. Čujte, kaj pa te vi res, ali pa v kateri stranki ste pa te, ali pa vera, ne, ko ste res mormon, ali take stvari, ali pa bolezni, tako je, veste, tu me tako neka boli, ko vas nič ne boli, to je grozna tema. In vedno je najbolj hvaležna tema vreme. Tudi sosedi, ki živijo v blokih, pa niso preveč dobri, ali pa v soseskah. Če ne bi bilo vremena, jaz ne vem, o čem bi se ljudje pogovarjali. No, ali pa kakšna geografija. Kaj ste nas hitro našli, ste prvič tju, kje ste pa šli, po kateri poti ste šli, pa od kolikih ste štartali, kje ste pa parkirali. No in v tistem času potem že verjetno kdo prinese kakšen napitek. In mogoče zdaj mimogrede še povem, v katero podjetje pridemo, pa ti poslovna sekretarka na začetku mogoče kavo prinese, ne tiste kave s sabo nosite. Če tudi smo samo omočili ustnice, pa pride že direktor, ker v dobri firmi imajo verjetno še za eno kavo in bomo v tisti pisarni še eno kavo dobili. Ker lahko se popackaš, lahko se ti vse živo zgodi, lahko padeš, lahko koga poliješ. Ne. O čem pa še ne govorimo? Ne govorimo tudi o stvareh, ki nam je nekdo zaupal. To se dosti krat zgodi, da nekdo se ti res izpove, ker vsakdo ima nekoga in tisti pravimo, da je res prijatelj. Prijatelj je res tisti, pred katerim nič ne skrivamo. Pomeni, da smo res takšni, kot smo in nekomu nekaj poveš in če on naprej pove, ta človek ni zaupanja vreden. Če tista informacija pride nazaj do mene, je mene kak prijatelja izgubil. So lahko še kolega, znanca, ne, torej o tem je tudi se ne sme govoriti. Zdaj, razlika je tudi, recimo, če se midva pogovarjava, čisto sproščeno, kar sva prej že omenila, ali pa da je poslovni pogovor, ne? Ja, to je velika razlika, ne, ker pri poslovnih pogovorih moraš tudi paziti, da se točno začnejo, da se točno končajo, da ne improviziramo vmes, ker čim se nekaj improvizira,
imaš občutek, da gostitelj ni pripravljen na tisti sestanek. Podobno kot če gostitelj ali pa neki govorec celi čas ima kemični svinčnik v rokah. Dostikrat vidimo, ogromno, ker ne vejo, kaj bi z rokami in potem tisto tam obrača, vtis nepripravljenosti pušča, vtis ene nervoze. Po drugi strani pa človek pravi, da nikoli nima treme. Ampak že tam ima tremo zato, ker ni pripravljen na tisti sestanek, improvizira. In potem se potegnejo sestanki, nas 5, ki imamo še obveznosti, zamujamo naprej celi dan. Se pravi, na vsak poslovni pogovor se je treba temeljito pripraviti najbolje, recimo kakšne oporne točke in tak miselni vzorec? Zagotovo pa tudi tistim, ki bodo še prišli, malo gradiva poslati že vnaprej. O čem se bomo menili. Ne moreš sestanek sklicati, pa oni ne bodo vedeli, če se bomo o pikniku menili ali novoletne zabave ali pa da bomo boljše poslovali. In če zdaj potegneva črto, torej glavne značilnosti pogovora, kaj treba tukaj še enkrat poudariti, da si dobro zapomnimo? Prvič, čas je za govorjenje, potem čas je za poslušanje, čas je za molk, potem ne skačemo ljudem v besedo, čeprav vemo, kaj bi radi do konca povedali, pustimo jih, bodimo potrpežljivi, potem pa tudi zahtevajmo, da tudi nas poslušajo. In mogoče zdaj, to so nekšne te osnovne stvari in pa soočanje obvezno in pa isto ljudje delajo napake pri otrocih. Otroci, ko so mali, nimajo velikega besednega zaklada. In starši ali pa babica ali pa strici, tete točno vedo, kakšen stavek bi rad otrok tvoril. Pustiti ga je treba do konca, naj pove tisti stavek, naj pa on 3 besede pove in potem so starejši pametnejši od njega, pa dokončajo njegov stavek. Ta človek bo imel blokade celo življenje, trema ga bo spremljala celo življenje, lahko bo še takšen strokovnjak in potem bo veljal tisti pregovor, kak ga pravi gospod Zdravko Zupančič iz Ljubljane, kaj nam pomeni znanje, če ga ne vemo oznanjati. In ogromno ljudi je po laboratorijih javno nastopati pa ne vejo oziroma si ne upajo. Še nekaj se mi je zdaj porodilo v mislih, če imamo kakšnega prevajalca, na kateri strani mora potem stati? No, to je zdaj v poslovnih pogovorih nekako, če so ljudje, ki se med sabo ne razumejo. Gostitelj je v levi strani, je vedno prevajalec. Potem on ne sodi v tisto samo omizje zraven, ne, če smo tu 4 stoli, pa tam 4 stoli, je on kot da ga tam ni. Na levi strani, če pa treba 2 prevajalca, da tudi nasprotna stran rabi prevajalca, je pa eden na levi strani glavnega gosta. Pa še to se mi zdi pomembno, da je treba še enkrat poudariti, ko gremo na kakršenkoli pogovor, osebni ali poslovni, ta vedrina našega obraza, ne, čisto drugačne narave, potem če stopimo nasmejani, vedri v en prostor, kot pa mrki zamorjeni. To ni samo v teh primerih, tudi če pridem v lokal, pa bo natakarca mi povedala dober dan z nasmehom, me ne zanima, če bo kava 2 evra ali pa 2,5 evra. Če pa prišel v neki lokal, pa bo nekdo na pult naslonjeni zaposleni, tam natakarca ali natakar, pa bo imel občutek, da sem ga ravno zmotil, ko se on pogovarja tam z nekom, pa tako z jezo se obrne, pa pogleda, je lahko tam kava 50 centov, pa me naslednjič več ne bo tja, recimo. Tako da ta nasmeh ruši marsikatero oviro. Saša Županek, hvala lepa za danes. Malo sem radovedna, o čem bo tekla beseda v najni naslednji oddaji. No zdaj, če sva že nekak pogovor načela, to je zdaj pogovor v živo, imamo pa še druge vrste pogovora in sicer dobro staro telefoniranje. Tam se ogromno napak dela, čeprav stacionarnih telefonov več ni dosti, bova kar eno celo oddajo posvetila stacionarnemu telefoniranju, ker v vsaki hiši skoraj da še ta stacionarni telefon vseeno je, nekateri imajo priključenega, nekateri ne, po delovnih organizacijah, po podjetjih pa absolutno in malo podjetij najdem, kjer bi se mi znali pravilno oglasiti, kar recimo pokličeš v kjerokoli podjetje, pa halo ali prosim, sodi bolj na kaki pašnik. Tako da o tem bo v naslednji oddaji govorila. Se veselim najne naslednje oddaje. Hvala lepa za danes in lepo pomlad želim. Prosim, hvala. S tem pa zaključujemo današnjo oddajo. Torej, tema je bila pogovor. Upam, da ste izvedeli marsikaj zanimivega. Gledalke in gledalci, hvala lepa za vašo pozornost in se vidimo naslednji četrtek na programu VTV vaše televizije Velenje ob 17:30.